Ja, bojda je res stara, že dlje časa si jo želijo obnoviti, a so ponovno nastali problemi v mestnem svetu, kolikor to razumem, ampak dobro, ni tema današnjega druženja. Na vrsti je še drugo srečanje današnjega programa. Trije na sredini bodo Dervišević, ki zdajle izvaja ta avt in to sploh ne slabo. To je prva priložnost za Maribor in vodstvo na začetku 3. minute. Kakšen začetek Maribora. To spominja. Na koncu se Rudarju ni uspelo prebiti do vrata, ampak tu je zdaj nova priložnost. Tam je potegnil Žiga Škoflek v kazenski prostor. Trifković lahko poda, ni se odločil za predložek, drugače bodo gosti še naprej oblegali vrata. Krefl, fantastičen sprejem, odličen strel. Vršiča, dobro so zdaj žogo v napadalno polovico spravili Mariborčani, to je velika priložnost, Mlakar je prišel do žoge. Odločitev je 11-metrovka in najbrž tudi izključitev. Tako je. Kako se je. In zdaj morda še dvojna kazen, če bo Zahoviću uspelo premagati vratarja Pridigarja. Neverjetno. Bil Maribor malce natančnejši pri podajah. Vršič proti Hotiću, Hotić pogleduje proti vratom, ni nedaleč nazaj, je z podobnega položaja fenomenalno matiral Matka Obradovića. Še enkrat so domači stresli okvir vrat. Škoda za ta nesporazum s Črnčičem. In Rudar je ponovno hitro brez žoge in ponovno v škripcih. Zahović pri žogi, Zahović, še vedno Zahović na koncu nič. Lepo se je zdaj obrnil Vršič in poskušal strelom. Tole je prvi poskus Maribora v drugem polčasu. Do vrhovca. A zdaj proti Vršiču. In strel Amirja. Derviševića. Kakšen fenomenalen zadetek mariborske 21-tice. Krasno Amir Dervišević. Lepo je sprejel žogo, nameril proti kakšne Rudarjeve prebliske, vendarle ni. No, zdaj je to lepa priložnost za vijoličaste Felipe Santos in v zadnjem trenutku blok, pa potem še en blok. Dvakrat blokirano. Tavares ima priložnost 9-tič v tej sezoni premagati nasprotnikovega vratarja. Tavares in 3-1. 3 minute pred koncem tekme je Marcos Tavares. Se prej kot lahka naloga jih vsekakor čaka. To je zdaj velika priložnost za Zahovića, ki ni uspel zadeti. Tako je, mislim, da je bilo danes od samega začetka za videti, da smo bili v tekmi, da smo odigrali dobro tekmo, da smo imeli že v prvem polčasu kar nekaj izredno lepih priložnosti, da smo skozi celo srečanje prihajali gor, da nam je ta izključitev nasprotnika mogoče celo malce otežala zadevo. Zakaj govorim to? Ker je bil nasprotnik jasno potem zgoščen pred svojimi vrati in na srečo smo zadeli s tem Eurogolom, ko smo enostavno morali imeti potrpljenje in jih z neko ekstra zadevo odpreti. Potem pa ja, ta njihov gol, kateri je malce vse skupaj pokvaril v enem trenutku, vendar zmaga je super, zelo smo jo zadovoljni in spet ena tekma, katero ni bilo lahko odigrati. Res je, ob tej priložnosti bi prvo čestital svojim fantom, ker kot ste dejali, mislim, da smo res spet nažalost to tekmo nekako odprli težko, da nam je bilo in hiter gol in rdeč karton, ampak nekako se nismo predali, vztrajali smo, bili smo blizu, ampak nažalost Maribor je le Maribor, uspel je tudi zabiti 3. gol in obenem in čestitam za zasluženo zmago.